Dober večer in dobrodošli na drugo druženje z Melito Kuhar. A lahko sem večkrat zmanjšaš, prosim? Torej, z Melito smo se že srečali v naši Preriški knjižnici, ko smo se pogovarjali o njeni prvi knjigi Iskreno o partnerstvu. Zdaj pa v bistvu že išla druga in tretja, ampak do tretji se bomo naslednjič pogovarjali. Danes se bomo ukvarjali z najstniki in z vzgojo, kar je v bistvu kar precejšen izziv, ker se popolnoma spremenjeni pogoji v današnji družbi in pol tudi prijavljam, da se tudi pristopi spreminjajo, ne? Ker so generacije nove in nova razmišljanja, nove ideje, nove države. Melito Kuhar verjetno vsi poznate. Melita je torej najprej zakonska in partnerska svetovalka, svoje delo počne v Ljubljani, v svetovalnici. To je tak čudovit prostor, ker se človek res lahko sprosti in počuti varnega in potem lahko zaupa svoje najintimnejše strahove in težave, s katerim se sooča. Melita v svoji dolgoletni praksi v bistvu tudi ves ta čas piše o vseh teh primerih, s katerimi se srečuje. In seveda tudi ona kot mati in ženska tudi ima precej izkušenj, tako da je v bistvu res polna znanja in modrosti in pri vsem tem seveda pomaga tudi njena neverjeten občutek oziroma intuicija, zelo hitro začuti človeka in to lahko povem iz lastnih izkušenj, kajti tako zelo tekoče gre vse, brez da bi mogla kaj dodatno pojasnjevati, razume in vidi človeka, ne, in sliši ga in zato tudi lahko svoje delo zelo kvalitetno opravlja. Torej, Melita kot publicistka že tudi 10 let piše za razne revije, no to tudi naj poudaram, ker je tudi neposredno povezano s knjigami. Torej, njeni članki o partnerskih izzivih in o vzgoju v bistvu smo brali lahko v različnih časopisih in na spletnih portalih. Zdaj smo pa v bistvu po tolkim času, nekaj se je nabralo ogromno teh vsebin, prišli skupaj do ideje, ne, da bi nekako združili vse te članke, ki so zelo dragoceni in sicer razpršeni po različnih revijah in jih zbrani tematsko v bistvu uredili v knjigah, v zbirki Na kavču v svetovalnici. Tako, to uvodoma, boš ti pozdravila. Pozdravljeni, hvala za čudovito predstavitev, iskreno, ja. Pač to sem jaz. Tale je moja druga knjiga oziroma naša, primo sem jo posluh za nekako to, da skupaj dam vse te moje članke 10 let, nekako je prva pomoč za vzgojo in kasneje za najstnike. Namreč kako bomo vzgojili in bili vzor in zgled pač našim otrokom do enega 6. leta v času primarne socializacije, toliko manj bomo imeli potem, rečemo, zahtevnih izzivov naših pubertetnikov in kasneje adolescentov za iskanjem njihove osebnosti in mej in umestitve v ta prostor, v katerem pač živimo. Zato je nek ta evropski prostor z vsemi nekimi pravili, uzancami, nekimi miljejem, v katerem pač odraščamo, smo mi odraščani in odrašča naša, seveda, najbolj pametna novelija na svetu. Sama imam hči, študira v tujini, 22 let bo, rojena je to, kar so danes kategorije kot otrok za izjemno močno voljo, se pravi zelo težko vzgojljiv, pa nekako se mi zdi, da sem uspela vzgojiti v take sorte otroka in tako da, če meni kakšni starši pride in reče, Melita, to pa ne bo šlo, to se pa ne da, to je pa nemogoče, pa rečem, se upravičujem, vse se da. Samo mi starši smo tisti, ki moramo zaupati svojo intuicijo, svojo ljubezen do otroka in nekako biti iskreni do njih, tudi ko postavljamo meje in od njih zahtevamo. Hvala leta. Jaz sem se zdaj vmes skozi to govorila, sem se spomnila enega čudovitega primera, ki bi ga mogoče kar podelila to, kar se rekla za ljubezen, koliko so potrebni otroci naše ljubezni. Mislim, da to je itak najbolj pomembno v tem stiku, bolj kot neko pametovanje ali pa neka strukturirana vzgoja, ampak ravno to ljubezen in podpora. Nazadnje smo imeli dogodek v Ljubljani, v knjigarni Konzorcij in je bila ena čudovita gospa, ki je zelo hudo izkušnjo podelila in je bilo res tako ganljivo in tako resnično in živo. In bi vam rada to prenesla, kajti Melita Kuhar je v bistvu te gospe stala v strani v najtežjem izzivu, v bistvu, ki se je zgodil. To je pa bil, da v bistvu otroka ni ga izgubila, ampak je otrok imel zelo hudo nesrečo in je potem tudi punca padla v komo
ampak ta neverjetna ljubezen, ki jo pač materi imamo do otrok, seveda in podpora v takih kriznih situacijah strani Melite, da ni po drugi strani zanemarila drugega otroka, ki pa ni bil udeležen v nesreči in da je to vse speljala na najboljši možen način, je v bistvu dokazilo, kako je močna ljubezen, kajti ta punca v bistvu zdaj se je zgodila in v bistvu se stanje izboljšuje in že hodi in vsi zdravniki in v bistvu vse osebe zdravstveno prosto ne morejo verjeti, da je kaj takega mogoče. Obenem pa to tudi potrjuje v bistvu, kaj lahko zmore ljubezen in podpora. Ne? Tako da to so res življenjsko pomembne stvari in z Melito smo si kar tako malo zadali, da imamo eno poznanstvo, da v bistvu prehodva celo Slovenijo, no prehodva, ne bomo mi prehodve, da se bomo prihajali tako, da bi se pogovarjali pač ravno o teh področjih, ki so temeljni v bistvu življenja. Ne? To so pa odnosi itak, ne, partnerski, ali kakršnekoli odnosi, vedno smo v nekakšnih odnosih in pa seveda odnos z otrokom skozi vzgojo. Tako da, evo to. Bi pa za začetek mogoče Melita te najprej vprašala dejansko, s kakšnimi primeri se ti najbolj pogosto srečuješ v svoji svetovalnici? Torej, ok, si zakonska in partnerska svetovalka, pa ko pridejo starši, kaj so najbolj pogoste težave, o katerih govorijo, kjer potrebujejo pomoč? Nekako lahko v grobo naročim dva segmenta. Prvi je, kot sem že vodoma dejala, kako otroku postaviti meje do nekje 5-6 leta, namreč se vedno bolj opazimo, ki do starši in mi povejo, da se vlastnih otrok, ki so takšni, bojijo, ne znajo postaviti meje, ne upajo postaviti meje. Otroci seveda postanejo pravzaprav alfa v tem, kar delu družinskem, ampak oni imajo 4-5 let. In ko starši dejansko so nemočni in ne upajo postaviti svojih odraslih, zdravih pravil, pravzaprav otroke in njihovo osebnostno strukturo obsodijo na to, na dolgi rok, da ne bo imeli zgrajene zdrave osebnostne strukture, zdravega, s temu rečem, moralnega in etičnega kompasa. Ker tudi ta permisivna vzgoja, ki je prišla približno 20-25 let nazaj v Slovenijo, je naredila veliko škodo. Avtor te permisivne vzgoje Američan se te priznala, da je to ni bilo prav, ampak tukaj so sedaj posledice in rezultati. Tako da rasnih otrok se seveda ne smemo bati, mi smo odrasli, mi smo kratili naših otrok. To je en segment, drugi pa je, pridejo starši, imajo najstnike 13, 14, 17, 18 let in ne razumejo, da je poprej pride otrok, postav tako rekoč tam 9. razred, 1. 2. letnik srednje šole, neka neznana, normalna pošast, ki lomasti po hiši, nikoli nič ni prav, ne želi se pogovarjati, ničemer ne sodeluje, nek svoj upor izraža, šprica šolo in podobne zaskrbljujoče dejavnosti, ki nekako od starši seveda spravljajo v stisko. Skupni imalec je ta, da starši nismo spoznali svojih otrok in da nekako smo izgubili ta čustveni stik, ker namreč jaz pač vedno pravim, svoje otroke je prav in moramo jih brezpogojno ljubiti, naši so. Obenem pa jih moramo dati zdrave meje, da lahko na zdrav način razvijajo. Pač raziskovanje okolja, ker meje pomenijo varnost. Varnost je pa pač osnovna človekova potreba in otrok nujno potrebuje. Lahko varno raziskuje sebe v odnosu do drugih pomembnih, se pravi starše, avtoritete, učiteljev, vzgojiteljic, vrstov, sovrstnikov in drugih pomembnih ljudi. Tako da v bistvu na grobo ta dva segmenta in v bistvu tudi v mojih člankih opisujem izzive iz te prve, recimo kategorije in iz druge. No, vse to postavljanje zdravih meja, to smo se tudi pogovarjali dejansko zadnje, tudi znanost, v bistvu medicina, v bistvu delajo raziskave in študije in ugotavljajo, da v bistvu stresu, ki je nekako danes največji izziv v moderni družbi, da so stresu v bistvu najbolj podvrženi ravno tisti ljudje, ki ne znajo postaviti meja, ker to potem pripelje do tega, da tlačijo svoja čustva in to pa pač na dolgi rok enkrat zbruhne ven v neko zdravstveno težavo. In od meja ne znajo postavljati tisti, ki pa še niso bili tudi deležni tega, da niso imeli izkušnje. Ampak povejte meni, Melita, kako pa naj mi postavimo meje otrokom? Kaj je? Jaz, ko sem recimo imela čisto to male otročke, ko so bili še dojenčki, sem bila obsedena z oddajo, pa takrat se je ravno vrtela Mali vragci.
ne vem, če se spomniš, to je bila ena oddaja, ene angleške babysitterke, ki so prihajale na dom in so potem staršem praktično kužijo predstavljali, kako v bistvu kako otroka oblikovati. Ne. No, in takrat je recimo bila zelo popularna ideja, da pač otroka, ne glede na to, ali joče ali ne, ko mu rečemo enkrat ne, da ga zapreš, skratka, tudi če tuli, tudi če kriči in se ne strinja, no ti vztrajno držiš, recimo, če je to bil primer, vrata zaprta, dokler se ne pomiri, pa potem pač mu daš priložnost, da se pogovoriš. Ne. Ampak recimo jaz sem to enkrat preizkusila in to je bilo katastrofalne posledice so bile in sem rekla, da v življenju več ne bo nobenega nasveta s televizije, v bistvu, ker sem bila čisto nedolžna in nisem vedela v bistvu sploh na kakšen način in sem v bistvu ubrala popolnoma narobe pot. To je bilo sicer enkrat, ampak ta enkrat se moj otrok zelo dobro zapomnil in ne vem, kolikrat nismo preigravali ta dogodek, ampak dejansko je ostala to neka trauma, zaradi tega, ker je meni bilo bolj pomembno, da jaz dosežem svojo, to čisto iskreno povem, kolikrat da bi otroki pa takrat rabo, bil v stiski, ne rabo, bi se samomljeni, ne vem, zdaj se sprašujem, kje je najbolj zdrav način, da postavimo otroku med, da ga ne prizadanemo obenem, da mu damo tudi med. Tako vprašanje dosti krat od staršev dobim, ker marsikdo napačno razume, kaj pomenijo meje. To ni samo ukazovanje ne. To ni samo ne smeš, ne boš. Ampak dejansko meje pomeni varen okvir, se pravi neka pravila, ki vsi mi spoštujemo. Jaz ne bi sem iz Ljubljane prišla, če ne bi bilo umetnih pravil, ki si mi vsi držimo. In mi vsi razumemo, je tako? Ker je varnost, da jaz vem, da rdeči stojim, da zeleno speljem, da pač pridem varno v Brežice, so pravila. Brez pravil, pač naš ni narejen, da deluje v anarhiji, v kaosu, rabno strukturo, rabno pravila. Okay? Zato imamo najbolj enostavno in najbolj tak preprost primer, prometna pravila za vnašanje v prometu. No? Na podoben način mi moramo našega otroka spoznati. Namreč naš otrok ima cel božji ljubi dan čas, da nas poznava, ker nas hoče kaj prelisiči, pa manipulirati, pa doseči svoje. Otroci so v stanju vsebstva in vlastnega ega do 5. leta starosti. Njih zanima samo njihovo vodje, samo njihov jaz, kar je prav. In zdaj, ko mi naše otroke naštudiramo, za nekatere otroke, pač pravno, recimo moja hčera bila zelo jasno navodila, lahko rečemo meje, oziroma neke opredelitve, kaj je dovoljeno in kaj ni. Vmes, siva cona, smo se lahko pogajali in je bilo kaj po njeno, ker sem jaz šla študirati, ker sem vedela, da od mene veliko zahteva in pravzaprav včasih kot potrditev sem dobila, ker bila na 90 let stara, ker mami hvala, ker mi daš meje, ko sem jaz tako po tleh padla, od presenečenja, da me je to znala verbalizirati. Torej rabijo otroci meje, oziroma neke usmeritve. Nekateri otroci so iz testa, ko so že po naravi govorili pridni, jaz se te besede ne porabljam razmere, oziroma mi ni všeč, ker priden pomeni biti ubogljiv. Se pravi, tukaj ne moramo pa govoriti o kreativnosti, izraženju vlastne vsebnosti. Jaz raje rečem, otroci so živi, so kreativni, so domišljavi in tako študirajo cel čas, kako nas bojo nadmudrili. In ne treba pač naštudirati. Recimo, moja nečakinja je mila, je taka princeska, in njo, da jaz ne dam jedalo, ker je bila mlajša, zdaj že v srednji šoli, recimo neko pravilo, kot so moje hčerke, polna majoneza razpade od groze, ker ne boš tekala, zakaj ona to rabi. Ker pač ne rabi, ko ona bila mila, je bila v redu, kako si jo dal, tako je bila. Pač take sorte človek je, s tem nič narobe, ljudje smo različni. Torej, ko mi ne študiramo našo čudovito malarijo, ki je sicer proizvod nas, ampak oni imajo svojo osebnost. Oni so rejeni svojim temperamentom, svojimi nekimi zakonitostmi, ki že imajo v sebi. No, oni jih čutijo, mi jih pa ne. Zato mi moramo naše otroke prvo nekako naštudirati, jih spoznati in na njihovo osebnostno strukturo, zahteve, so oni se izražajo, oni nam povejo, kaj potrebujemo. Zdaj moramo to slišati, pa klopiti kaj je redno. Ker vidim, da veliko staršev tako pozabi starševsko intuicijo. Ne, jaz imam dejansko stranka, ki mi reče, sem brala o tem ameriškem priročniku, staran 219, kako mora jesti, ne vem, pri kjer je mesto, kaj, kako sem kalako, sem to sam čez okno vržeš, pa začne se poslušati po svojega otroka, pa tukaj potrebuje. Sej, mi se lovimo vsi, ko
kot starši. Samo vedem od nas ni perfekten starš. To ne obstaja. S tem, da seveda, dosti mam, sploh po prvorojencih, je obsedenih s tem, da mora biti perfektne, da mora biti tako v filmih, da mora biti tako v knjigah. Spravno pač to ne obstaja. Mi smo samo lahko dovolj dobri starši. Smo ljubeči, pozorni, otrok v stiski, ga stisnemo, pa se bomo pol pomembni. Včasih enostavno rečemo srce, izjoki se, šmajgulo, ni problem, pa se bomo pol pomembni. No, vse zadnje mi starši smo zgled. Vse otroci se od nas učijo, oni nas posnemajo. Oni do 3. leta samo počutijo, to čustveno stanje, občutke dajo v sebe. Pravzaprav potlačijo v neka nezavedna stanja, iz katerih kasneje izvira njihova reakcija. Šele pri 3. letu se kognitivno začne razvijati. Ne? Vsak nekje zakaj ima svoj zato. Torej, v bistvu najbolj pomembno je predvsem to, da razumemo, da ni nekega univerzalnega recepta, kako pristopati otrokom, ampak predvsem naštudirati otroka in potem uporabljati tisto intuicijo. Ja, kaj se zaveda, da smo samo dovolj dobri starši. Da je v redu in je fajn in je super. Ko smo tudi merili, ko smo mi zaoprni, ko smo tečni, ko smo namočni, ko smo tvojeni. In še vedno smo dovolj dobri starši. Smo človeški. Se mislim, da je v bistvu eden večjih izzivov danes tudi ta perfekcija, kateri stremimo starši, kajti to prenašamo tudi na otroke. Ne? In tako kot sem že parkrat navedla ta primer, kar ne moram pozabiti, ko so mi ljubljanske vzgojiteljice razlagale iz vrtcev, da ko starši pridejo po svoje otroke, da sprašujejo predvsem, kaj je otrok v bistvu izdelal, kakšen izdelek je naredil. Torej, ne zanima jih, a so bili odzuni, a so se igrali, a se me otrok lepo, ampak predvsem, kaj je ustvaril. In to je pa pač ta družba, ki stremi k storilnosti, produktivnosti in perfekciji. Ampak kako pa to vpliva v bistvu na naše otroke? Ta naša potreba potem, da so vedno zrihtani, da vse imajo narejeno, da imajo najlepše izdelke. Ja, pač to smo mi starši, ne mi delamo to. Tako, mi delamo otroke. Jaz vedno debelo gledam, da kakšne mame rečejo, midva sem pa to naredila, pa je to midva, koliko vas pa je, kdo to delal? Vi, otrok, kdo, kaj, kako? Ampak jaz bom anekdoto povedala, jaz ko sem bila noseča, je mošem z danem Lakar, Zoran, to smo družinski prijatelji, imata pač 3 sinove, je rekel, je stara, lepo te sem eno stvar, prosim, ne komplicirati. Takoj, ko boš zaznala, ko boš imela otroka, da boš začela komplicirati, da boš ne vem kaj zdaj pretiravala se samomeri, pa si misli, otrok je trpežen, rabi tvoja pozornost, ljubezen, da zadovoljiš njegove potrebe, je rekel, le smo tremulce, se kar vodi. Rekel, samo ne komplicira. Jaz sem si to tako zapomnila, da dejansko potem, ko sem bila v stiskah in dejansko sem hotela začeti komplicirati, ker se zmela, ker ne veš, sem vedela kaj kako. Tudi, če sem šolana, ko si sam v izkušnji mame, naprimer starša, si kaj bi na luno padla. Če si pa neki mesec čas priznam, da sem perfektna. In pa sem se to kot spomnila Zorana, ker rekel, da je nekaj komplicirati in dejansko sem sama sebe samodisciplinirala, da sem si olajšala materinstvo. In da sem v bistvu imela čas in energijo, poleg so obstalih novih zadolžitev in skrbi, dejansko otroka študirati. Pač nekaj moramo narediti, nekaj moramo, samo od sebe še nikoli inač nastavljamo. Kdaj pa otroke dejansko, tudi verjetno intuitivno, se pri vsakem otroku je različno, ampak a je mogoče neka meja starostna, pri kateri začnemo že neke odgovornosti nalagati otrokom v smislu, da pospravijo za sabo, ne vem, čevlje, da si mijo roke. Mislim, take stvari, take čisto. Pač to je dresura. Tako. Tukaj neke odgovornosti otrok tam do 7-8 leta, do razvoja abstraktnega mišljenja, ne razumeš otrok posledic, zakaj nekako je naš odrasel koncept odgovornosti. Ampak recimo ta, se rečem kako besedo, dresura, ja, se sezut, rokice umit, seveda recimo zjutraj, kakšna je procedura umivanja zvečer, večerna rutina. To je pravzaprav s ponavljanjem in z ustrajanjem na enakih procesih, otrok ponotranji, nima več napor, špara energijo. In jaz staršem rečem, ko mi rečejo 10-krat, so mogo reči, da gre za umitost, ko rečem, je glup vaš otrok, ne, koliko čuje, ne razumem, zakaj 10-krat? Ko me ne čuje, ja, kje tukaj ta zdrava zgojena autoriteta, da otrok
Rečeš mu enkrat, ok, je pač v igri, jaz včasih ne slišim, če me reče, da melitev, sem jaz nekaj svojih džiru pač ne slišim, moš reči dvakrat, ok. Ampak v tretje bo pa otrok že razumel, če je že 2-3 leta star in vsak večer, kaj mu imamo. Da gre, zakaj 10-krat. In potem prihaja do pripira, otrok je itak že zaspan, tečen, hoče spat, pa mene ne more, ker je že toliko znerviran, pa smo mi starši znervirani, pojem nervoza. Na nervozo je tukaj ne more biti zaveditev izhoda. Se pravi, mi starši smo zgled, se umirimo, ustrajamo na večerni rutini, naprimer, približno mesec do 2, če vsak večer približno podobni uri, podobna faza. Otrok že pri, recimo, prvi fazi večeri že spi na pol, ker ve, čez 1 uro, uspal. In bolj ne ravno 10-krat reče, ne stvari. Jaz, ko meni starši, ker to razlaga, mi pa recimo po približno mesecu do 2, prisno koliko so dosledni, danes ko govorijo, ja, to deluje, deluje, kar otroci enostavno. Pa to si tako dobro rekla, da pač ponavljaš s ponavljanjem, da to dejansko ponotranje, potem špara energijo, ker to postane avtomatizem, pa ne razmišljaš o tem, da moraš to narediti, ampak to pač preprosto narediš. Ja, to isto, ko me starši reče, otrok noče jeti spat, ne vem, 4 leta star, ne razumem, noče jeti spat. Jo, ne, ne, v 10, ne, hodi spat 10, pol 11, jaz presežem skoro nezavest, tako nižo, kako noče jeti spat. Svoda ne, on je od 7 naprej, ker bi moral jeti spat, je samo še na adrenalinu, se pravi, hodi stresni situaciji in on dejansko, bolj ko je utrujen, bolj je tečen, bolj je zaporen in tukaj je že osnova, po mojem, meni mojem, mislim, sicer zaznavim velik raziskav, ker pa spremljam, tukaj je že lahko en del, rečemo, vzroka za, recimo, kasnejši razvoj hiperaktivnosti, hipersenzibilnost, hiperhitra odklon od, recimo, koncentracije, recimo, nekako strokovno ADD ali pa ADHD. Ker otroci so kronično preutrujeni, mi smo utrujeni in spet je samo krep. Na otrok spijo 6-7 ur, ko mogli 10-12 ur spati. Grozljivo. Ker otroka noče zaspati. Ja, tudi tukaj postavljajo pravila, spet smo pa v omejitvah pri pravilih. A mi rečemo, srce ob 7 večerja, ob 8 se v postelji, 28 spiš. Mi, a mulc, 4 leta star, da reče, ne grem spati. Na robe sledice. Če vrtet, ker pač pa veliko pozornost dajemo, kaj smo reči, pravicam otrok, vse, kar njim pripada. In to se otroci zelo dobro danes zavedajo. Oni intuitivno vejo, da smo šibki in da smo nemočni, da smo utrujeni in potem je pač seveda še bolj pritiskajo. In je to je tako zelo zahtevna, taka negativna začarana spirala, kjer se začne tako otrok in starš utujevati. In potem puberteti, 12-13 let, ko tako otroci, naši najstniki, pubertetniki, postanejo žrtve vseh živih hormonov in telesnih in fizičnih sprememb in spolne aktivnosti, seveda se pa ne poznamo več. Takrat v bistvu je pa zelo pomembno, da imamo ta stik. Kako pa ta stik, recimo, če nismo uspeli z otrokom vzpostaviti ta zaupljiv, pristen odnos, kako potem kasneje, ko pride ta puberteta, kako potem z otrokom vzpostaviti stike takrat? Namreč, kaj se mi zdi tudi problem? Zdi se mi problem, da tudi na vzgoju otrok ima veliko vpliv tudi okolica in telefoni in te vsebine, ki so zdaj dostopne prek teh modernih naprav. Tako da se mi zdi, da če nimamo stika z otrokom, ko pride enkrat v pubertetu, je sam še to, mislim, pa kaj se pa dogaja z otrokom? To je totalna panika, ker nimaš več v bistvu stika z njim, ne veš, a veš, kaj se dogaja v tem obdobju. Kako pa? Ja, se tukaj spet isto, vsa podlaga, tlakovana pot za kasnejši zdrav odnos in razvoj otroka kot v zdrav osebnost, ne samo da ima zdravo hrano in tako naprej, je pravzaprav tlakovana s tem, kakšno zdravo, starševsko avtoriteto smo si zgradili v primarni socializaciji, to pravi nekaj do 6. leta starosti. Ker do 6. leta starosti otrok povzema, pravi naš zgled, našo energijo, naše besede, naše čustvena stanja in je pač ko majhen glediček vse v sebe daje in se na tem uči o odnosih. Odnos po sebe, odnos med staršema, odnos glede na spol, jaz kot deklica glede se identificira z mamo, sinovi se z očeti in tako naprej.
Ko mi tam zgradimo zdravo avtoriteto, malega, se pravi s temi pravili, zelo malo rečemo, ne, lepše se sliši pravila, ne. Ko imamo to zdravo avtoriteto tudi kasneje, ko naši najstniki postanejo gluhi in ne vidijo in jim čelni reže na pol neha delati, se pravi tudi nekako tega našega aparata z empatijo nekrat zamanjka, še vedno ostajajo ostanki naše zdrave ljubezni, privrženosti otrokom in avtoritete. Mi vemo, kaj je za našega otroka zdravo, nekje v njemu, nekje v zadnje, pa našemu najstniku. No in to je podlaga, da lahko imamo tudi v najstniški dobi. To s tem, bomo rekli, sodelujoč odnos. Seveda je napet, seveda ima naši najstniki vedno najbolj prav, mi nimamo pojma več, tako nimamo pojma. Smo dinozavri. Te še čaka, da se da Še so dinozavri. Ja, se že, pa smo že tam. Nimajo sploh sočutja, zelo so krivični do nas, skratka, to je treba preživeti ne za osebno imati. To naša malarija izraža svoje nekaj prostor pod soncem življenja in človeštva. Kakorkoli se mogoče vehementno sliši, dejansko oni tako mislijo, da so edini na tem svetu. Da so se vrti okrog njih. Absolutno. Jaz sem včerki mogla po mojem pesek, kad reči, imamo ovočko srce, jaz te ljubim, ampak ti veš, da si ti pa 7 milijard drugih ljudi, ko me tako gledali. Vse, kaj treba zdaj sinčnikov pikce delati, pa da prijav do 7 milijard, pa to bo taka plahta pikce. Vse, kaj ti si eno tih pikc. Da sem v bistvu sploh dopovedala, kakorkoli je edinka, da se po nje vrtelo, so mi omitvami, so še vsi ostali. Se pravi, tudi neka empatija, spoštovanje prostora drugih ljudi, nekako skozi to so lahko privzgojene. In kot ti naši najstniki, se pravi tam 15-16 leta najbolj kritične so pažene, da se nekako ta puberteta, ker se nekako ta puberteta kot fizični razvoj, od spolne hormonije se nekako zaključuje, se to preveša v adolescenco. In takrat na teh prelomnicah tektonskih, jaz temu rečem, ta dva kontinenta skupaj treščita, se dogajajo velike osebnostne spremembe. Niso več majhni otroci, niso več odrasli, niso še odrasli, čutijo to v sebi, ne vejo, kaj pa s tem narediti. Tako da to je tukaj nekaj humus za recimo danes tako popularne depresivne motnje, anksiozne stanje. Jaz pa pravzaprav veliko staršev pride k meni po pomoč, vidite, imamo otroke v depresiji, rečem, da me malo zložijo te signale in nekako, kaj se z otroki dogaja, da rečemo, pubertete, v redu so otroci, če se to dogaja. Kar namreč, jaz sem bila po teh merili zelo očitno, kot mi zdaj mami pravi, zelo naporna in zelo taka delikventna najstnica, pa se vidite, sem prežvedala, po nekaj nekaj. In če se kvrnem k svoji istočnici glede spletnih vsebin in spletnih omrežij, to je dejstvo, tukaj je. Ne bomo si zatiskati očitke brez veze, tukaj je. Se pravi spet, z našim vzgledom, z avtoriteto zdravo, ki smo si jo zgradili, lahko otroku lepo, tudi kasneje, v najstniški dobi razložimo srce 2 uri na dan, da imaš internet ali pa 3, odvisno koliko pač zaradi šolskega dela potrebuje internet, no danes se tudi šolstvo razvija v tej smeri, da se malo je tako po srednjih šolah, pravzaprav vse, kar v Ljubljani poznam vse preko spletnih učilnic, pošilja nazaj profesorjem in tako naprej, pa se pravi ljubenje. Ja, ne moramo brez. Se pravi, zdaj se pa z otrokom pogovarjati o pasteh, navarnostih, samocenzuri, humani. Pač to je smisel, pa da smo mi zgled. Namreč jaz poznam primere, ko mi mulci, jaz pač delam za najstniki, jaz se obožujem z njimi delati, prihaja k meni in pravi, jaz se počutim samega, jaz tako razmišljam. So ga niste rekel meni prej, da imaš očeta pa mami doma? Ja, sama pa prijeti ob 6-7 domov, ampak mami je na tablici, oče na računalniku, jaz sem sam. Vsi sam, se stano prekana, vsak je v svojem virtualnem svetu in jaz sem sam. Se razumemo, mi smo fizično lahko prisotni, kakšen zgled smo, če mi vsi to delamo, mi smo kvadratnosti. Da moramo istočasno zahtevati, da to ne smo zgled, ker tudi najstniki od nas potrebujejo, da smo zgled in nujno jim dajete svojo ljubezen in razumevanje in podporo tudi, ko vam zadnji živci zgladajo do tega. No, to so hotele takrat, kadar so najbolj zaoprni, v bistvu ne pomeni, da nas ne rabijo, da ne podbujajo naše pozornosti, ampak takrat jo rabijo.
in support. In te nijanse, ko so zoporni, tečni, včasih je dovolj samo, da iztisnemo v sebi pa rečemo srce sebe. Pa ne rabimo spraševati, obsojati, biti pametni. Naši najstniki tega ne rabijo, ker kot sem rekla, po defaultu so oni najpametnejši na svetu. Mi starši pa nimamo zaporek. Nimamo, niti jaz, niti velikaz. Se pravi, včasih je treba samo reči, se boš priželi, se bo. In ko pa pridejo z nekimi problemi, takrat prosim, spustite vse iz rok, takrat sesanje, posoda, najušena nizanka, ne obstaja, se spustite iz rok, takrat samo poslušajte. Ne sprašujte razen terapevtsko pod vprašanja, a res, zanimivo, to vse, kar je dovoljeno. In včasih hči meni, ki imela te minute izpovedi, včasih po 3-4 ure govorila neprestano. Jaz sem bila enkrat v zimskem mantlu, v škornjih, od katerih se je sneg cedil, ko sem bila s psom prezuni. No, po 4 urih sem govora z mojimi opaskami, pogleda, ko izpade z svojega transa, jaz sem samo v takih trenutkih, sem dvakrat na leto zvedla, kaj se v njej v resnici dogaja. Kada več je bilo, rebe mami, kao v njih. Rebe. In to bilo vse. Jaz sem šele zvedla takrat, kaj recimo ona razmišlja, kaj se v njej dogaja, če se boji in tako naprej. In po 4 urah transa tako le pogledala, mami, ti si obuta, pa plaščunaš na sebi. Tako jo. Eno pa koliko pomembno na tebe slišim. Pa tebe dojamem, kaj se v tebi dogaja. In je bilo problem, hvala mami. To je bilo staro, ne vem, to se pa spomnim nekaj tega primera, ima 14-15 let. Kako pomembno je, da zaznamo, danes otrok pravi, smo mi tam samo za njega. Tudi ona želi povedati, ne takrat, da bi jaz... No, zato sem te ravno hotela vprašati, kaj pa ta, ne vem, vprašanja, ki jih vsak dan, ko pride otrok iz šole, kak je bilo v šoli, tako se mi zdi, da je to... To je to, mami. Ja, no. Takrat, ko pa ti hočeš nekaj izvedeti, otrok ni pripravljen, ni pametno ustrajati, spustiti, ampak takrat, kadar je pripravljen, pa... Slejko prej so otroci v stiskah, če nam zaupajo, jih ne bomo nadirali, zlorabili njihovih informacij, jih daj nazaj plasirali hinavsko, vam ga povedali. Če smo kdaj naredili napako, tudi že poprej, tudi ko so bili še otroci, smo izkoristili neko njihovo bolečino, neko izkušnjo, proti njim čez mesec, 2, 3, 5, smo zapravili možnost, da naši otroci zaupajo. Bojo zaupali sovrstnikom, na ulici dilerjem razen, nam pa ne. To je spet tista pot, ko spet gremo na razen in nehamo biti pravzaprav pristni odnosu z našim otrokom oziroma odraščajočo osebnostjo, za katero je pač potrebno res poštovati. Naši otroci niso kopije nas, to so popolnoma nove, čudovite osebnosti. Jaz vedno pravim se pa, mi smo tisti, ki smo jih naredili, ne smo rodili, tukaj preko naših nekaj zgojnih momentov nekako oblikujemo, tešamo, kako če vzgojate sanje, pač temperamente, osebnostnih danosti, pa pač neko osebnost. Kako bo bolj ali manj, nekako pasalo v to okolje, ker tudi verjetno mi kot starši nihče ne želi, da so naši otroci najstniki neki štrleči svetilniki, ki bi vsi obmetavali z blatom, ko na Sloveniji moramo biti vsi enaki, ne smo noben odstopati, ker je tako zasmehovana ali pritlačen. Žal, jaz se proti temu borim tudi preko objavljanja v medijih. Pa tudi to se mi zdi, recimo, to tudi z lastne izkušnje, mogoče povem takrat tudi, kadar ga polomaš, tako kot sem jaz sezona na zapiranjem vrat, ki se ne bom odpustila zares, ampak tako pa, ne, sej sem, tako se hecam, ampak tako se pogovarjala z otrokom, skratka, mi smo to se pogovorila, in dejansko je ona meni, mislim, da se hecala, ampak zdi se mi pa predvsem pomembno poudariti to, da kadar smo resnični, kadar smo iskreni, da to otrok zazna in da te potem res sprejme. Če pa hočeš neki fejka, te hitro tudi prepozna, ker so pametni, ker res so pametni, ne? Pa naštudirani nas in tako. In oni nas čutijo, oni nas intuitivno čutijo, kako se mi počutimo tukaj noter. Vsi lahko se smečkamo. Ampak če mi tukaj noter, se pravi, kaj otroke preko naših ličnosti učimo? To je hinavljenje. Ne počutim se dobro, se smečkam. Je dovoljeno, da je nekaj normalnega. Jaz pa pravim, ne.
Smemo biti iskreni do sebe in s tem iskreni do naših otrok. In potem tukaj ni dvosmerna komunikacija. In se tudi upravičati, recimo, ne, če kaj polomaš na svetu. Da se smo zgledali. Kako vi pričakujete od otrok, da se vam bojo kdaj upravičili, če se vi njim ne, kar vi pa pametni. Tako da tukaj je zelo večplastno, tukaj ni enotnega principa, neke čarobne palčke, kakšni starši vzmene čarobno palčko, ne bi pa zdaj zamahni, da naši otroci najbolj fajn, pridni in perfektni, premukno da nas tega želeti. Naši otroci pač dovolj dobri in mi smo dovolj dobri starši. In kar ga polomimo, jaz, ti in vsi, jemljamo kot ene del življenjskih izkušenj, kar namreč pokud sem knjige napisala, sem tudi svojih črki zahvalila, ona je moja velika učiteljica bila za v bistvu mnoge življenjske lekcije, ne samo pri vzgoji, ampak dejansko na drugačen pogled na odnose, na sebe, na spoštovanje drugačnosti mnenja, ker namreč ona govori drug jezik kot jaz. In jaz, če nisem mogla biti z njo, je bila najstnica non-stop v konfliktih, sem pravzaprav morala tudi razviti na nov in drugačen način komunikacije, ki meni ni blizu. Ona govori, kako bi se rekla, ona na drugačen način sprejema informacijo v lijak in ven sok iz tega lijaka prihaja vsebina drugačna, kot jo zaznavam jaz. Ja? In obratno. In potem sem pač, ko sem videla, da mi to je pravzaprav isti stvari zelo diametralno govoriva, sem morala razviti pač nek način, mehanizem, kako se bolje razumeti, ker sem odla s človekom, ki ga najbolj ljubim, se pravi z lastno hčerko biti non-stop v konfliktih, ker je pač močna osebnost in vsega ima več znanja, neke modrosti kot jaz. In pravzaprav sem naredila, če lahko uporabite pri svojih otrocih, najstnikih, da preverite, ali ste se enovito razumeli. Se pravi, ti srce ste meni to pa to zdaj povedala in sem jaz to prav razumela, da je to, je to pa to. 50, vsaj procentih do 60 prisežem, no ona tako gledala, ne, mišljam, što bi tega rekla. Jaz sem tebi povedala, to, in s tem sem mislila, to. Aha, ja razumem, a mi še enkrat to lahko razložiš in pa smo se toliko časa pogovarjale, spoštljivo, da sem jaz rekla, čak, a zdaj ti to, sem jaz tebe tako razumela, je zdaj to, poprejajo sem. Malo končno razumela. Uredno. A ne, smo v bistvu to, kad bi se lahko kregale in bi bila izko mama, ona pa mami ne razumeš, pa bi bile konflikti, so izkoristile, so se naučile spoštovati, komunicirati in iskati rešitve. Seveda, tudi skozi neke kompromise. Pa še nekaj se pogovarjati. Točno to. Ja, so izkoristile za dejansko za eno zdravo, spoštljivo komunikacijo. In to sem jaz potem prenesla ta recept, tudi pravzaprav, ko delam v mojem poslu partnerske odnose, tudi čim partnerjem. To sem ravno hotela povedati, da koliko mi je všeč, tudi ko smo se pogovarjali in o intimnosti in o partnerstvu, v bistvu ta tvoj poudarek na tem, da se moramo naučiti razumeti, kaj kdo komu sporoča, ne? Ker tudi v partnerskem odnosu je to seveda izredno pomembno, ker pač, ne vem, moški pač partner nekaj pove ženske malo bi tako zelo puno domišljijo in to lahko stik in čustva, seveda. In bolj tak koktejl kemči, ko se nam zgodi, pa kakšne zgodbe si lahko stvarno, ne? Tako da resnično pomembno to preverjanje komunikacije. Melita, nam lahko mogoče še poveš, kako je recimo z enostarševskimi družinami ali pa sestavljenimi družinami, kako ta dinamika v bistvu vpliva na otroka? Pa seveda, vse vpliva na otroka, se pravi tudi sam odnos, ki je... Kako lahko mogoče držimo te negativne plati, no? A veš, vse je vprašanje, kaj je negativno, kaj je pozitivno. Ne, seveda, idealno je oče, mali otroci, srečna družina, lep partnerski odnos. To je idealno. Super, čim več takšnih odnosov, se veselim takih odnosov, vendar življenje je, kot sami verjetno tudi veste, oziroma sem izkusila, ti si izkusila, pač ni taka pravljica, da srečno živimo do konca svojih dni, smo idealni starši in partnerji. In pač, ko se ta pravljica razblini, jaz pravim, fajn se je dejansko iti k strokovnjaku, ko začne partnerski odnos škripati, posvetovati, poiskati rešitve, če ne gre, pač gremo na razen. Ne se ti bolj grozno, otroci morajo toksičen, nezdrav, napet, sovražen odnos staršev prenašati, gledati in se učiti, to so odnosi, seveda bodo to se ponovili pri svojih partnerjih. Zaradi tega jaz tudi jasno glasno povem samo in zgolj zaradi otrok ostajati skupaj v hostilnem, sovražnem odnosu, partnerskem,
je pač grozodejstvo. Jaz bom tako delno povedala. Zakaj tudi prva knjiga je partnerski odnos, ker če urejen partnerski odnos, urejeno vzgoja. Če ni urejen, če ni sočuten, če ni sodelujoč partnerski odnos, bo eden od partnerjev, od vlogi starša, soliral in nasprotoval vzgojnim principom drugega starša. In prihaja do tega. In tukaj kaj otroke učimo? Manipulacij, laži, da se morajo oni izbrati njihovo rešitev, kar je lahko za otroke in najstnike izjemno navadno. Ker nima izkušenj naših odraslih in je to navadno. Se pravi, če pride do ločitve, jaz sem ločena, dejansko je treba preboleti, obžalovati, se postaviti spet na neko svojo osebnostno noto, na svoje temelje, preboleti, predelati in dejansko biti še naprej zgledati otrokom. Jaz tukaj seveda tudi prisegam na koncept 2 domov, da so otroci pri enem in pa drugim staršu, če sta vse približno sodelujoča, jaz temu rečem dobrem poslovnem odnosu, ker pač prijatelja sta težko, če prav prijatelja prav vedno še partnerja, sta pa lahko v poslovnem odnosu in sodelujete in to je zdravo za otroke. Če tudi sta partner po rači, partner po mami, če starša, največ partnerja sodelujete, so otroci zelo hitro na to navadijo, lahko zelo drago odraščajo. Seveda, ko prihaja do patologij in do nagajanja enega starša do drugega, starši govorim na partnerih, ki pa seveda ne rešeno partnerske zamere. Se pravi, se bombardirajo preko otrok, to spet kar norim in to pač spet ne dovolim. Mojim staršem, ki se nekako partnerje, ki se ločujejo, so starši zelo težji, kar pomeni ustvariti kvaliteten, sodelujoč poslovni odnos. Čeprav se malo čudno slišalo, mar se to kar šteka, poslovnik, to je tako v službi, tega se mora držati, bravo, točno tako. Zato tudi mogoče uspanja izrazila. Vsi smo v službi, si imamo načela drugo pogodbo za zaposlitvi, če kršiš pravila pogodbe za zaposlitvi, pač dobiš knjižico, oziroma da sem knjižico do podpoved. Tako da to hitro razumejo. Seveda se življenje živo, se dogaja, prihaja seveda do novih partnerstv, do novih ljubezni in prihaja do sestavljenih družin, kar je spet, kot si omenila, nov izziv, in tega je veliko delam sestavljenimi družinami, to po tistem filmu Moja tvoja majmi. Zanimiva dinamika, zahtevna, potrebuje od na novo nastalih partnerjev, ki imajo ta otroke, izjemno veliko potrpežljivosti, sodelovanja in zelo jasnih dogovorov in pravil, ki se jih mora celotna banda te družine, vsi otroci in starša, ki sta te nova partnera držati. Če ne, je to cel kažin po razpad sistema. Ampak ti poznaš uspešne primere, ne? Jaz se težim, da postanejo uspešni in bom rekla, zadovoljni in mirjeni pari, ki pač imajo svojo dinamiko. Jaz sem recimo coachala, recimo temu tako par, oba uspešna poslovno, ko sta se oba šla s svojimi partnerji, imel on 2 otroka, ona 2, bivša partnerka sta seveda nagradila, grozljivo, ampak sta toliko ustrajala v njuni ljubezni in tako ustrajala v tem konceptu pač teh skupnega doma, da v bistvu zdaj imajo tako dan teden, so vsi na kupu, vsak 6, je toliko. Eni zalogaj, ampak sta mi rekla, mi se imamo super, ampak 2 leti je trajalo to prilagajanje, da so se bivši partnerji sprijaznili, nehali nagajati, da celo slučajno da tudi sodelujejo. Tisti teden, ki nimate otrok, neguje takaj partnerski odnos. Delate ful, do 6-7 zvečer, pa sta se ona 2. In v bistvu vsak drug teden sta ona 2, vsak drug teden sta pač starša, ki so otroci najstniki in tako. Ampak takrat, kadar so, je pa res kvalitetno preživeti čas, ne? In takrat se dobijo dozo, vsak dobi svoj dozo. Takrat ne vedemo, ta vrsta od njega, ta vrsta od njega, ne, to so se najemni otroci. To pa lahko reči, da so to zavestni odnosi, ker takrat, kadar si, si zelo v bistvu zavestna, da izkoristiš maksimalno. Greš čez hude muke, če ta ljubezen je zdrav odnos, ker sem je težila vajna, zaljubljenost bo izvedela, da morate zdaj graditi odnos, spoštovanje, zaupanje, sodelovanje, da potem lahko je to baza za to zdravo družino, kjer so otroci, da je nekaj drugega varne. Spet so pri ključni besedi varnost. Ker ta varnost je pa itak najbolj izrazita. To je primarno človekova potreba. Tako, in tudi odrasli to potrebujemo, ne občutek varnosti. Ko pride na ločitve, kaj se pravo izgubi? Občutek
ker ni več občutka varnosti enovitega gnezda, se pojavlja strah. Strah vodi v včasih nepremišljene odločitve, za katere nismo pripravljeni nositi odgovornosti in posledic, ki pravzaprav so iz neke naše impulzivnosti in bolečine in strahov proizvedene. Tako da včasih časa nazaj sem dobro, sem mogoče včasih dobro, se iti komu posvetovati, vprašati, kaj s tem, kaj ti misliš, kaj bi s tem, kaj prijatelji tako v našo rok pihajo, strokovnjaki smo pa razgledali. Včasih mene, kakšni pač, ko pride stranke, rečem, to je bilo pa direktno, ampak noben mi še tako ni povedal, ampak vem, da imate prav. Nekaj jaz nemam prav, jaz samo povem, kako stvari stojijo. Na podlagi vaše zgodbe meni povedane, kaj smo pa v življenju videli, neprimerno. Ampak z nekimi strokovnimi načeli in z izkušnjami pač že hitro vidiš, kaj je kako ljudje reagiramo, sprejemamo odločitve, ki so dosti karakterizirane na strahovih, ki so seveda nezavedni. Če bom koga vas vprašala, če so za strah, šreke pojko, miši, tako razvezarje. Vlici vaši notranji strahovi se jih ne zavedamo, ampak iz njih dosti krat sprejemamo odločitve, ki pač niso, rečemo, v dobro nas, oziroma odnosno. To so verjetno ta strah, predvsem v odnosu, bi vam bil tudi strah pred tem, da smo zapuščeni, da smo sami, da smo izvočeni. Tako, to je pa nekaj najboljšega, ker nas lahko doleti, nas lahko tudi mislimo. Ja, pa tudi strah pred tem, da nisem perfektna mama. Ja. To pač moram biti, tako piše učbeniki, tako vsi smečkamo. Tako da jaz tukaj včasih tudi iskreno rečem, pa marsikatera mama kratko se vdahne, kaj rečem, jaz sem bila sigurna, ne trikrat to skušnjaviti otroka skozi zaprto okno van vržen, ker dok si namočen in si utvojen in ne veš več, kaj je ena štruca od 3-4 metra veka in joka, čeprav je nahranjena in pocartana in vse in pregrita. Jaz tudi nekaj mali rečem, pa rečem, ne veš, dobro, za ne bi smagla. Drugač pa, če bi me moš reči skozi okno, ne čez okno. To je moja slovenščina, ne, vas se zdaj že hecala. So te stvari zelo iskreno pogovarjali skozi nekaj je bilo v njenem otroštvu in odraščanju. Tako da, to se nam samo dogaja. In s tem ni nič narobe. Idemo si priznati, da je to vse v redu tako. Samo da znamo izkazovati našo ljubezen in privrženost otrokom. To je za najbolj pomembno. Ja, ampak to pozabimo. Ja. To je osnova in na to pozabimo. Zakaj? Tako meni najstniki rečejo, kaj sem res na tem svetu melitev, kako to misliš. Vse, kar naredim je narobe, non-stop me starši kritizirajo, nikoli nič prav. Jaz sem se potrudila, sem to naredila, sem pospravila, sem celo kruh pospravila, moš voleti mize v omaro. Ne, še narobe, sem pa kakšno drobtino pustila, pa sem mami zapičil drobtino. In seveda, to se napihne, ampak jim se zdi, da mi delamo krivico. In zakaj? Zakaj so mene oni naredili? To je tako brez veze, sem kritiziral, to išče malo narobe. In tukaj se mi zapletamo v to, ker naši najstniki postanejo gluhi in slepi zombi, po možganu fizično ne dela, pač to so nevrološke raziskave, to sem se mislila, ker sem nevrolog, sem pač berem, nova dobranja. In če bomo mi tukaj zaradi, bomo vedno vojni z njimi in tako jih bomo zgubili. To bo te čustvene navezave, ki pa naši najstniki zelo potrebujejo od nas. Kako, mogoče ste še zadnje vprašanje, kako otroku, recimo, če opazimo, da, ne vem, ali je zabredel, ali se, ne vem, vrti v neki družbi, kar ni okej, ali pa nam je kaj sumljivega, ali pa, ne vem, tako da imamo občutek, da je nekaj narobe, pa nam otrok ne pove, da se kaj dogaja, kako naj ukrepamo takrat? Biti sočutni, razložiti, ne mogoče direktno njihovo, ko je že pisano, ampak na splošno. Kakve so nevarnosti na spletu, na spletnih, recimo teh družabnih omrežjih, zakaj se dogaja, oziroma kaj se skriva za nekimi lažnimi profili, klopaj profili. Kaj pomeni se tekmovati, ne vem, z nekom, ki hitreje dirka z motorjem po cesti, kaj pomeni poraba, zloraba drog in tako naprej. Pa ne zajedno tukaj sosedi tako ampak tako, kot je pogovor, ko se naveže na recimo neko istočnico, se otroci, naši najstniki se podelali, da ne slišijo. Oni to, vse dobro slišijo. Delajo pa se, zombije, v mestu nas slišijo dobro.
v resnici slišal in jaz vedno znova vidim in sem prijetno presenečena in radostna, ko vidim, da najstniki v nekih življenjsko, rekla, potencijalno nevarnih okoliščinah, ko so starši vseeno delali po mojih navodilih, se znajo bolj zdravo ločati z manj škodljivimi posledicami. Ali pa recimo, mi smo bili taki, meni oče je rekel, Melita, veš, sem na 15-16 let v prelomnici tektonski, rekel, jaz vem, da boš ti se probala, jaz vem, da boš ti travo podela, jaz vem, da ga boš lopala. Je rekel, veš kaj, jaz te sam prosim, deli po pameti, inteligentna si, deli po pameti, pazi nas je, ne se družiti, ne v avto se usedati, ker ne veš, kdo je kaj pijan, pa to je 100 let nazaj. In on, ko me je to rekel, mene se mi nima, so bo brez veze. In to foto dovolj, oziroma me je upozoril, pa brez veze, ne zanima me. Ja. Ker kaj je smemo, mi smo si tako narejeni, kar je prepovedano, je velika draž. To hočem povedati. Tako da različni smo, to pri meni je delovalo, pa kakšnih pa, foto dovolj, pa dajmo, ne. Tako da odvisno, kako imamo mi že prej izpostavljeno, kaj autoriteto in našo autentičnost, se znamo pravičiti, smo šibki, povemo to, smo sami ljudje. Ampak imaš pa tudi v knjigi napisano, zakaj ne smemo biti otrok prijatelj. Ja. Recimo zdaj, ko se njih pogovarjamo o teh zadevah, kako... Namreč, starši dajmo meje, smo zahtevni, smo zoprni, tečnani. Vse živo nam je prav. Prijatelji tega ne delajo. Prijatelji so za zabavo, za druženje, za lepo semenje. Ko nekateri starši želijo biti prijatelji, nas gradijo zraven avtoritete. Ne dajo zahtevno omejitev in nekih gabaritov, kaj je dovoljeno, kaj ne. In tukaj je zopet to, kar vedno znova opozarjam, tukaj je ta, rečemo temu, permisivnost, torej dovoljeno vse, ker smo pa prijateljce. In tukaj otrok zopet zgubi kompas in postane kaj? Razdražen, anksiozen, depresiven, ker pravzaprav prevzame vlogo avtoritete in mame. Če recimo gre mama reči, kad doskrat to dobim to vprašanje, ker hoče mama biti prijateljica, nemogoče. Zelo škodljivo za razvoj otroka oziroma te bodoče ženske. Mi smo lahko, recimo, jaz sem bila s hčerko prijateljica na najnih potovanjih, ko sem učila spoznavati svet, ker smo morali sodelovati v tujih okoljih, na letališčih, na ogromnih nekih, železniških postajah. Smo mogli gledati in skupaj sodelovati, sva pa še na neko destinacijo. Sicer pa jaz nisem bila njena prijateljica, bila sem njena podpora, razumevajoča, vendar vedno mama. Tam nekje je bilo, dokaj se je ocelila v tujino. Zdaj pa sva v bistvu prijateljice, ampak še vedno, če sva recimo z Egrahneje do hotela na Nizozemsko, recimo, če kaj je tako, da rečem, kaj? Ker sem tako pogledal, ona reče, mama, mami tukaj tjena žila, da se to spomnim kot otrok, ko sem mi dala meje, med pobaje nekaj žila, ker bojem tukaj ven darim, kaj? Ja, kaj ne bi je bi samo dovolj, da pogledam. In ona ima priziv, čak, to razmišljala, če vrlo vaja, ko imate ne vedo. In se potem pomema, se itak zdaj začnem režati, pa je srce razloži. In tako psihologijo študira, tako da mi tako še toliko bolj razloži, da se še jaz zdaj v nje učim. Pa pravi srce, ti imaš več znanja, kaj jaz? Pa jaz sem preveč izkušen. Super, odlična kombinacija. Odlična kombinacija. To je. Jaz priznam. Meni problem reči, ti otrok moj več znanja, teoretično da imaš kaj jaz. In smo na to pa masno. Super. Še eno stvar, ko se zdaj razkomala vmes, tudi sem prihodila, ko smo se pogovarjali o teh ločenih družinah, ki sodelujejo na način, da je otrok nekaj časa pri enem staršu, potem pa pri drugem staršu. No, tukaj se mi je porodilo vprašanje, ker so pač pravila vzgoje drugačna, ne, pri enem ali pa pri drugem. Recimo, pri mami, ne vem, je pač normalno, ne, čeprav niso prijateljice, ampak sodelujejo, ne, da se pač, ne vem, pospravi posoda za sabo, da se obleke pospravijo, da je to pač nekaj normalnega in da si pač delimo te naloge, da nam je lažje živeti vsem. Če so pa pri drugem staršu, tam je pa, ne vem, tam se pa tudi denar za to, če se kaj naredi, ali pa recimo, če je petka, v šoli je denar, in pa so to dva različna vzorca vzgoja, ker pač na eni strani dobijo nagrado za nekaj, kar se v nam drugem zdi normalno, da se gledaš to za sebe in se ti ne zdi to naš tazga, da bi mogel nagrevati.
ja, z podporo, z besedami, da objameš, da čestitaš, ali pa ne vem, greste na tortico ali pa nekaj, ampak no, in ker potem prihajajo zanimive situacije, ne? Čeprav se mi zdi, da otroci znajo zelo dobro balansirati, ne? Ampak tudi za svojo ritko skrbijo. Tako da ni naša to je življenje. Mi ne moramo drugega partnerja prisiliti točno tako zvejo kot mi. Ker dosta tudi slišam kot prijatelj, jaz da me prišel od očeta, pa je čisto drugačen. To je dobro, tudi, da se s tem sprijazniš. To je normalno, to je življenje. Se pa naš bivši partner in kopija nas. In to je življenje. Tukaj se otrok uči raznolikosti, odnosov, življenja, da ni vedno po njihovo, ni vedno po moje, ni vedno po njegovo. Mogoče tudi to spustiti kontrolo, ne moreš imeti, lahko narediš najboljše, evo to mi je zdaj prišlo, lahko narediš najboljše, ampak ne moreš pa ga... Še vedno smo kaj? Dovolj dobri. Tako, točno to. Ja, noben od nas ni perfekten in to ne obstaja. In ko se mi s tem sprijaznimo, ko vemo, da pač mladi se trudno, ampak premalo včasih je, da se trudimo. Jaz doskrat čujem, ja, smo delili po svojih najboljših močeh, se to je res, se mi vsi tako delamo. Samo v današnjem obdobju informacij, zdravih, seveda treba znati razbrati, zdrava, zrna preverka, so dobre informacije, kaj niso tako dobre, seveda od vsakega dva so pisno, kako se to uporablja, ne? Ampak jaz pač težko več, res težko se spremlja s tem, da rečejo, ja, se smo delili po svojih najboljših močeh. Mogoče bi bilo taj treba ekstra malo teč, kar rečejo Američani, se pravi še mogoče dodati kilometer prehoditi, prevedem, vse mogoče še kaj izobraziti, naučiti, koga, strokovnjaka vprašati, se pozanimati, kaj lahko vseeno predrugačimo, ker nič ne vprašamo tam. Mi se spreminjamo z leti, z izkušnjami, z težkimi preizkušnjami, življenjem in naši otroci sve. Mogoče to tudi samo lažni občutek, da smo naredili po najboljših močeh, da smo na nek način preobremenjeni z vsemi temi informacijami. Meni se recimo to dosti zgodi, da nekaj mislim, da sem naredila, pa sploh nisem naredila, ker se mi je vse zgodilo znotraj. Na vzem pa nič ni prišlo, a ti imaš občutek, da si naredil nekaj. To je življenje. Tako da, ja. Pravica, krivica, ker moj otrok je vedno že kot majhno. Krivica, vse kar je srce. Kaj pa tisti trenutki, ko si na hribčku, ne, hribčki so uspeh, Golinica je krivica, vse kako pa si umi hribčki, ko je bilo vse v redu, ko je bilo vse po tvoje, to pa kar pozabno, to je pa samoumevno, tako mi vsi delujemo. Kar nam pripada in je samoumevno, da je v redu, kar nas boli, je krivica, ja, vse je naravno. Ampak v resnici življenje, dajte se poglobiti. Hribček, Golinica, toliko znamo biti v coni tega našega zdravega odnosa do sebe in tvoriti zdrave odnose, smo več časa na hribčku. In je Golinic in krivic, enega tega manj. Smo hitro spet gor, pa smo na dolgo časa gor, pa opet pridejo te, spet rečem žute minute, pa spet. Tako da, to je to življenje. Ne moramo biti cel čas gor, pa cel čas doma, ampak ja. To je za drugič. To je 4. knjiga, se pravi pozicija žrtve celo življenje. To je vse dva. Zdaj pa bomo pa še eno govor, bomo vse knjige zdaj obrožile. Ja. Dvodnevno družbe. Ja. Seminarji za zdravo življenje. Tako. A zdaj tako je pozabila vprašati? Ne, super vprašanja. Vse več, prosim, izvolite preberite knjigi. Tako. Jaz se ti najlepša zavrnem, da se prišla iz Ljubljane, po gužvi. Hvala. Hvala tudi vam, da ste prisotni. Naslednjič se bomo z Nobito pogovarjali o knjigi Iskreno intimnosti, to bo pa marca. Ravno pravi mesec za takrat lahko prepeljete tudi svoje partnerje. To bo še bolj zanimivo. Partnerke. Tako. Hvala lepa. Hvala.